Za mizo bomo delali študijske plane. Tukaj se pa leži in se pogovarja družina z družino v stari škrini. Pojdimo počivati. Zdaj, dajmo pogledati, kaj se zdaj ob taki kasni uri zunaj dogaja. Točno pred nami je ta razgledni vrh. Lahko noč. Srcovački majhni je, Bog da pomalaš. Zajtrk v restauraciji pod apartmaji. Kaj? Če sem komaj vrlo noter, se mora strpeti. Dunja, dober tek. Prav glavo imaš v zlatem okvirju. No, danes smo šli po drugi ulici. Sandro gre na informacijski urad. Trobentica, danes. Kako je trobentica danes? Aha, zelo zanimiv del. Dajmo se malo približati, če smo že tle in imamo to možnost. Ni kaj dosti stara, je pa zanimiva. Uličica sama pa še skoraj bolj. In kužek se na placu igra se svojim gospodarjem oziroma z vrvico. Rad bi bil prost. Mogoče tudi, ko se vzorec povleče, ne? Ni problem. Živ je, živ. Je živ. Zopet smo na tržnici. Super imajo stvari pripravljene. Malo prekajeno. Ženskam se samo smeje. Svega je svašta. Da se malo ustrašite. Kaj je bil to jastok, mali, pa malo večji. Ça c'est des écrevisses et ça c'est des, comment tu appelles ça, merde, Ta je zmagovalec. Ima obe klešči? Ne, nismo. Norveški. To ni presek deske, ampak morske. Evo, kakšno policijo imajo. Policija. Politi. No, zdaj pa v muzej. Zanimiva naša vodička. Si bomo ogledali stari Bergen. Kuhinja. Stara meščanska hiša. Dobro opremljena. Denar je bil pa zaslužen od ribičije.
Ta soba zraven je bila pa za jedilnico oziroma kadilnico. Moški niso. Seveda, sej se ne slika. Se ne slikam v filmu. But you must be European. Njihova jedilnica, ne? Where did you live in Europe then? Pojmo dol. Na Staro mesto, tak trg, vodička spet razlaga, kako je nastalo to ribiško naselje bogatašov iz Norveške. Kako lepa uličica se tukaj nadaljuje, direktno proti morju, skoraj tako lepa kot Kidričeva. In staro pristanišče dol. Tle imaš pa res občutek, da je vse originalno. Lepo je. Največje menjave so bile takrat, ko smo čepovali kakšno inflacijo. Tukaj je bilo. Iz papirnatega denarja v kovinskega. Povsod so take litoželezne peči. No. Tle je počivala finančna straža. Kuhinja, sedilnico. Značilne tapete. Pojsla za staro mamo. To so tapete ročno porisane. Take zbalde. Lep salon z intarzijami. Glasbena soba. Spet malo drugačna. Festival. And you know, the higher to the ceiling, it was warm up here, and down here it was colder. Pogled v brivnico. Vse lepo staro leseno mučilnico skozi steklo. Pravi poštni urad. Tudi prava poštarca še iz tistih časov. Čudovita uličica. Ljuba, pridi. Malo parka imajo tudi tukaj. Z rečnimi, morskimi živalmi. Galebi so malo požrešne ptice. Kam ti pridejo galebi? Pa gosi. Nice. It's a mother-in-law house. Zelo lepe I'm a mother-in-law. družinske hiše. It's too small. Šofer zelo lepo vozi, se ustavi pri določenih znamenitostih. So we see side. This was the house of the Dutch sea captain. His name Frederick Rose, and after him the whole area named Rosegren. Gren is a small settlement. So with his house up here, the whole area started. Huset som stikker seg litt ut til høyre, det var huset til en hollandske kjøkken. The house is built Trdnjava iz 12. and usually the staircase burns first. Čudovite ulice in cestice. On the upper floors and some of the windows they have a rope bungee fire escape today. Prihajamo do najstarejše norveške cerkve, kamnite, iz 12. stoletja. The services in there were in German until 1868. Etter reformasjonen var gudstjenesten på tysk til 1868, and people only called it the church. To the left, da har vi Kristi Krybbe-skole, den eldste folkeskolen i Norden, 1740. And this is the funicular station, da har vi fløibanestasjonen til venstre. Down here and to the right there is a very interesting building. It's the meat market hall, completely restored. Inside, small food shops on the upstairs. Oh, Korskirken. bravo.
höra före, well, he's a good driver, I tell you that. That guy doesn't wear his car very badly. You know, I would sometimes tell that people hold your breath, you know, because you shrink a little bit. Well, anyway, most people are Lutherans, over 90% of the population. We have only one Catholic church in Bergen, St. Paul's. Där vi alltså Korskirken till höger, to the left, the cathedral, also 13th century, also Lutheran. The cathedral, där har vi domkyrkan. A little further along the street on the right-hand side, foran oss. Mestna vrata iz leta 1620. They are told to be admitted. De måste alltså betala för att komma sig in i byn. No, tako izgleda avtobusni And izlet. then a little further along the street on the right-hand side, we pass one Zanimivo. of the largest wooden buildings A muda to we ni? have in the country. You can get up there. Najvišja gora v okolici Ser vi då? Bergna, Ulriken, 680 metrov. 606 meters up on a hill. But we usually, so far, we're still allowed to have the links som är träd. Lep razgled. Zdaj smo se dvignili nad mesto in vidimo cel Berg. An architect. Straight up. This one. Ja, There. ja, ja. Yeah. Isn't that pretty? Zanimiva arhitektura. To je privatno naselje privatnih It's like hiš. bird's nest, the large one up here. No, zdaj smo pa na najvišji točki tega kratkega izleta in si ogledujem panoramo Bergna, lepo, spodaj jezero, mesto na gričih, v zalivu. To je ta bolj drugi del, ker smo šli precej od tega hriba sem. Lepo mestece. Tudi nočni posnetek bi bil verjetno lep, pravi Sandro. 30 kilometers, about 18 miles. When you have done all the 7 mountains, you have a stamp, you know, to tourists. No, zdaj se spravljamo na dom Edvarda Griga, ki je zadnjih 22 let preživel v Bergnu. Do leta 1906. Psihujeta Edvarda Griga, zdaj smo tukaj. To je ta hiša, muzej, precej sodobna. Jazen, kuža. No, zdaj prihajamo do njegove hiše, kjer je ustvarjal zadnjih 22 let svojega življenja. Tu je živel z ženo Nino, ki je bila pianistka. Imel je hčerko Kristino, ki je umrla za tetanusom ali kaj, na lepi točki. To je klavir po naročilu. Cela hiša je polna spominov, narejena lepo iz naravnega lesa. Iz pravega srebra od prijateljev. Na izhodu iz dnevne sobe je imel pa lep vrt. Tukaj je lahko užival v miru in ustvarjal. Razgled z roba te parcele njegove. Božji mir, ptički. Možakar je pa umrl za srčno kapjo. Drugače pa bolehal od 16. leta naprej. Hišica z vrtne strani. Luštna majhna hišica. Nad vrtnimi vrati. Kaj gremo gor tudi? Kako to lepo diši.
Kako lepo to diši. In tle se nekaj naši dajejo. A diši ali ne diši, ali je bezek ali ni bezek. Čujem, da se nekaj dajete. Kaj je tle, diši ali ne diši? Diši. Kam grete? Grigova hišica za ustvarjanje v miru ob obali morja. Notranjost tega ustvarjalnega prostorčka. Tle je moglo nekaj ratati pri takim miru. Ja. Mali, veliki, slavni mož. Moderno delo objekta, koncertna sala, multivizijska predstavitev ob njegovi glasbi. A, to je to. Mirni pristan. To je pa deklica iz Kebenhavna, ki slika živa. In Marjetica zadaj. Gremo iz otočka na otoček. Njive alge pa lišaji. Ja. Tako razbohoteno, ima klimo dobro. Katerega so odprli pred parimi leti, tudi v tej lepi okolici. In kot običajno poskrbijo za kasiranje in za lačne in žejne. Zadnja postojanka, grobnica Edvarde Nine Grig. Lep obisk, Rolls-Royce. To je zanimiv bukov drevored od Grigove hiše proti avtobusu, proti domu. Evo, kako imajo lepo narejeno, v granitu izklesano. Mladine na trgu. Lep trg, ljudje počivajo na sončku. Mi gremo še naprej do pice restauracije. Zaželeli smo si pice. Malo si ogledujemo spomenike. Del nakupa je bil že narejen. Sandro je že lačen. Pogled na Bergen na eno stran, malo se vzpenjamo v hrib. Že diši po pici ali še ne? Irish pub. Njihova znamenita cerkvica. Ženske in Sandro so nakupile lososa, baleno, kita, da gre pa v Špar nakupiti še pijačo, ino, kruh. In zvečer bo manjada za ne verovat. Prava špecerija, ko sredi Trsta. Kako lep je ta del mesta. Zdaj bomo pa se slikali vsi štiri. Evo, malo približano. Zdaj smo na področju parka. V teh halah si bomo ogledali akvarije, življenje živali v nordijskih pokrajinah, hranjenje pingvinov in tako dalje. Gremo naprej. Madonna, kar mrgoli rib.
zlatih ribic. Tiste je bilo z vrha, to je pa z njihovega nivoja. Evo lista, evo, dokler se ni premaknil, ga sploh nisi videl. Morska zvezda. Lep ježek. Madonna, kaj se vrti mimo nas? So, ribonske. Ne, tuna ima čisto drugače. Vse piše tam, desno. Lepe, ja? Evo, dve morske mačke skrivnostne, počasi dihajo in počivajo. Priobalne ribe, evo, trenutno prava pri volanu od Lanče. Sam kako so ti dobri listi. Lepa klapavice imajo zraven za družbo. Tisto je kokot. Glej ga. Tisto je kokot. Evo, različni vrsti skatov. Niso skati to. To so listi. Listi. To je pa ta, Ja, vidim. to je pa molj, velik molj. Mol. Pa se pokrije. Ja. Samo oči. Čisto verjetno. Evo, tle je skriti list. Samo očke ven gledajo, evo. To. Mogoče bo prišel ven. Cel vlak haring se vozi mimo nas. Lepe so. Vidiš, to je severna sardela, je to, ne? Ja. Donja, pridite sem pogledati. Življenje na morskem dnu, vetrnice, različne. So kumare morske. Ja, imaš morski kurac, brizgače in morske kumare. Ogromne alge. Urkovijo, to je pa že losos. To je to. Rdeče mesna. Losos, ne. Losos je, ja. Losos se mu reče. Evo, dva imaš zdaj, enega čez drugega imaš, dva salmončka lepa. Evo, hvala lepa, da ste se pripeljala mimo. To so okusni lososi. Ja. Papali. Lep primerek je setra. Kakšna je tista riba tam gori? Zdaj so rekli oni, da daje... Vrsta morske kumare, vodičarke v mirnem položaju. Prihaja morena. Skupaj z morskimi psički živi morena. Razvoj ribice iz ikre.
Kater, ogromen. Tudi se ladja tle mimo mene vozi. Tovarna kaviarja. Pa še z vrha, da mu posnamem hrbet. Lep prikaz življenja rib v njihovem okolju. Lepa postavitev akvarija. Tako plavo na vzdolj. Strašni so. Pa kar okrog se obračajo na vse strani. No, tele tjulenčke bomo še pogledali tudi Glej. od zgore. Ja. Ihtiozaur star med 100 in 220 milijoni let. To je umetnina. So ga najti leta 1969. Super. Original. Malo klasičnega akvarija. Te male piranje so take nedolžne ribice na pogled. Drugače pa zavohajo kri in vse na tebe grejo. Ribice iz obale Malavija. Električni tapiri, električne ribice, živijo v Južni Afriki. Da se zavijajo tudi v blato noter in preživijo tudi. Mavrična ribica iz Avstralije. Ribice oziroma riboni iz Amazonke. Ribice, katere potem tudi v akvarijih imamo, fosforne. Zelo majhne so. Ribe koralnih morij, barve, da se ti zmeša. Neverjetne. Levja riba, turška riba, živi zraven koral in ima zelo strupene bodice. Ne moreš verjeti za to barvo. Živi kanarček, glej kako se mi lepo nastavlja. To mora biti, da je ženska. Anemone. Amfiros. Ja, vse. Bogato življenje v koralnem morju. Rdečem morju je to. Pa še 3 počivajoče igulje ali pa več. Lep primer mlade ščuke. Lep primerek, prelep primerek tega tiča, galeba. Hranjenje pingvinov. Evo ga, kako požre celo ribo. Zelo lepa primerka. Ona čuva jajčka. Ti kosmati, kukaj z ušesi so frajeri. Ko vražički. Uživajo v lepi vodi, kjer črpajo direktno iz fjorda, 7 do 8 stopinj ima ta temperaturo. Spuščajo tudi take glasove, ko čuvajo gnezdo. Vse v obrambni položaju. Zelo. Evo tako pokriga. Evo kako galebi preletijo, da jim bi hrano jemali. Vse pa ni več hrane. V trenutku jo poberejo. No, to se pa pod vodo dogaja s to ribo. Malo sta je razcufala. Sta sita, sta sita. Ribica gre na dno.
Uživaš, ko nas gledaš na drugi strani. Kako se zaganja za ribe. To so oni prej, ki sem jih slikal pod vodo, ki so se igrali. Ta je pa len, so pa mogoče zdaj v vodo zvalil. Kaj šel malo pozirati. Šmrk, šmrk. Soš premaknil? Ne bi se, tudi zunaj je v redu, kaj? Tak. Pa ga ni. Nadaljujem s to zbirko ribic. Mini listek. Vidimo, če bomo tega najdli, ki je malo zamaskiran. Ga bomo. Varianta. Koga? Jusetra. No, to je rep tiste vode iz amazonskih, tiste ribe iz amazonskih vod, ki smo jo tam videli. Taka pa je čisto od blizu. Ribe mrhovinarji, katere so zakopane v pesku v norveških fjordih. Ko riba umre, jo prve one napadajo. Lipfish, najbolj slikovita riba norveških morij. Nekega lepa. Lepa bi morala biti ena riba, ki ima pljuča in nola. Tista pa je kukača. Tista tam. Želve južnoameriških deževnih gozdov. Evo, tle je voda in riba je šla na suho. To je naš predhodnik, tako rekoč. Pred tolikimi milijoni let se je začel ta prehod na suho. Habitat rdečih alg. Verjetno je. V tem habitatu je skrita še ena riba. Kdo je bo prvi najdel? Tukaj. Evo je. Tako da ima algice spodaj okoli. Ja. Kako to? No, samo te so posebne, veš, te so norveške. To so kokozice take. Ja, kozi, in se selijo. Ta pa je edina Edina norveška strupena riba. Zdaj smo prišli na škampe in na kapesante. Nekaj nam sporoča. Zdaj bomo morali iti hitro jesti domov v kita, zato jaz ne morem več. Samo po tistih ribah, pomoženi. Ja, si priden. To je bil Paralitodes kamčatica. Zelo lepa, velika žival. Norveški nefros živi od 20 do 800 metrov globine. No, še enkrat gremo mimo, da se je postavljal malo lepši položaj. Pterois, strupeni morski vrag, turški vrag. Evo, močno izparevanje. Veter proti severu, gre proti severu, dviguje oblake. Strašno je, Mrzli zrak. Samo strašno. Pustite tle malo mimo. No, Pa posnavi celo maket, snemaš celo? in potem se tvorijo kopasti oblaki deževni. Nad gorovjem. Vse to stoji. Zdaj je blisko. Evo, začne bliskati in streljati iz nevihte. Oblaki padajo, oziroma dež iz njih. Tvori se potočki. Leži z elektrarno. Zelo lepo narejena maketa. Ima človek občutek,
naravnega gibanja vode. Mi se zajebavamo tam noter, a zunaj v resnici dež. In Sandro je dal komando, gremo, ribice te prave, žive nas čakajo, oziroma ubite, opečene, te lepše šele glede ribic prihaja. Bye, dežek. To je, kakor bi rekel Sandro, tako imenovani room service na norveški način. Levo, Šparamo. oziroma začel desno. Desno je predjed, kaj si rekel, haringa. Haringa. Dimljena haringa in popečena ravno prav. Ono, njem ne morem govoriti, se misli, ne, po jih požiram. Uno levo je morski pes, ali ko reče Sandro. Kakšen morski pes? Mona, kit. Kit, reče balena. Balena bi rekel Kit, ne prav. morski pes. Kit. Ne, vidiš kaj. Morski pes lahko jemo tudi v Kopru. To je zadnji elementi, ki so še živi na zemlji zdaj rokama. In to na sredini je poobedek. To tle je pa losos, dimljeni losos v njihovi Začimba. z njihovimi začimbami. To je prav čiščeno. Ja, je čiščeno, celo je zapesno. Ma kaj da razjabo, kam Jaz zdaj? moram imeti Pri neke tej zelenjave zraven. pojedini, evo, moja ljuba, potem današnja Marjetica in to, pa Sandro, to je tisti, ki govori, eto ti kurac, pa take zadeve. Nedelja, Bergen še spi, mi pa že zgodaj ob 10. uri kolovratimo naokoli. Evo, dva biondinca. To je najboljša hrana, hitro pripravljena. Ja, in danes je zadaj pa prostor današnjega obiska, te prvega muzeja, prirodoslovnega in botaničnega vrta. Po muka polnem pohodu smo po 100 metrih prišli do te lepe kombinacije zidanih hiš nad Bergnom. Kaj pa ti gledajo ti ljudje tako v višino? O, gledajo. Ja, moraš eno vajo narediti. In potem vsa olja sčistiš. Sandro pravi, da je potreben servisa peš hoje za 10.000 km. Mi smo prišli in zvonijo, evo, za turiste. Johannes-Kirken, Janezova cerkev po slovensko. Svojevrsten Grigov spomenik iz ladijskega železa. In vse nakoli se pojavlja njegova silhueta. Še zadnji pogled, dokler zvonovi razbijajo.
Bye bye. Ko čakamo, da se odpre muzej, še malo pogled po tipični njihovi uličici. Tako urejeno. Te deske barvajo vsako leto. Hiše so tudi znotraj lesene. Vse tako. Tudi zanemarjeno znajo imeti. Zunanji izgled jim je tudi važen. In vse te kombinacije, temne, svetle imajo. V zadju se pa sliši letala iz bergenskega letališča. Prosim, da v imenu turistične agencije, prosim. Vam želimo dobro jutro v lepem nedeljskem dnevu, ko bo mogoče tudi sijalo sonce, pa ne danes. Tri prijetne urice bomo preživeli notri v muzejih in bomo gledali stare kosti. Jama so res stare, oni garantirali, da so to pravi. Gledali bomo tudi voljubke od rib, škrge in utrnke. In utrnke. Ja. In oni, ko mu napjaži naša turistična agencija, nek se skine. Ste že dobili kakšno pritožbo? Temu napjaži naša turistična agencija. Se je že javil. Ma kaj, on je predaleč. Pustiti njega. Alora, Milan, na kratko, da ti povem, kako se bo zdaj zgodilo vse skupaj. To je na kratko tako. Gotovo. Je bila finta, nisem imel nič, me je zajel. Zdaj bi bilo dobro, če bi zopet kdo kaj padel.